tokrat v občinskem informatorju. Univerzitetni klinični center Maribor s pomočjo donacij pospešeno klimatizira prostore. V Mariboru že 21. mednarodna študentska konferenca. 20 let turistično-športnega društva Sveti Primož na Pohorju. Na Trojica festu večer klasične glasbe z Lauro Kmetič. V Dupleku kegljalo rekordnih 48 ekip. Na Muti tekmovali v pripravi divjačinskega golaža. V Jablancah skakali s smučmi. Lepa nedelja zaključila občinski praznik na Muti. Spoštovane, spoštovani, lepo pozdravljeni. Tokratni občinski informator začenjamo v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, kjer so poskrbeli, da bodo pacienti lažje prenašali poletno vročino. V poletnih mesecih so v UKC Maribor zaradi izjemno visokih temperatur soočeni z bivanjskimi razmerami, ki niso primerne za opravljanje zdravstvene dejavnosti. Zaradi neodzivnosti države na perečo problematiko je vodstvo UKC Maribor že v poletnih mesecih 2018 pozvalo javnost v želji po donacijah finančnih sredstev. Za namene ohlajevanja oziroma klimatizacije prostorov na posameznih oddelkih Univerzitetnega kliničnega centra Maribor je bilo v letošnjem letu namenjeno skupno 447 100 evrov, od tega 31 415 evrov strani donatorjev. Z vsemi temi sredstvi smo v letošnjem letu namestili 132 klimatskih notranjih enot, tako imenovanih split sistemov, na skupno 6 medicinskih oddelkih v skupni vrednosti 250 000 evrov. Tako smo na oddelku za žilno kirurgijo namestili 10 enot, na oddelku za infekcijske bolezni in vročinska stanja 34 enot, na oddelku za perinatologijo, torej v porodnišnici 57 enot, v oddelku za splošno in abdominalno kirurgijo v 10. in 11. nadstropju stolpnice 22 enot in pa na oddelku za gastroenterologijo in na oddelku za intenzivno interno medicino na vsakem po 4 enote. Prav tako smo nabavili tudi en večji klimat, ki bo zagotavljal prezračevanje in hlajenje prostorov interno intenzivne nege v vrednosti 196 000 evrov. V UKC Maribor imajo skupaj z donatorji podobno ambiciozen načrt tudi za prihodnje leto. In sicer je namen, da se klimatizira 9 etaž v hospitalni stolpnici, s čimer bo klimatizacija v tem objektu v celoti zaključena. Skupaj z potrebami ostalih oddelkov ocenjujemo, da bomo v naslednjem letu namestili še kakih dodatnih 150 split sistemov. S tem se bojo bistveno izboljšalo ugodje tako za paciente kot tudi za osebje. Eden prvih donatorjev je bil Marko Lukič, lastnik in direktor podjetja Lumar, ki je ustanovil iniciativni odbor za zbiranje donacij. K temu me je nagovorila lanska akcija, kjer smo ob podelitvi dejansko veliko bolj kot to človek vidi od zunaj, bili soočeni z dejanskim stanjem v bolnici, z dejansko človeka nevrednimi razmerami. Bilo je poletje kot letos in dejansko smo videli, da je takšno zdravljenje pravzaprav nemogoče. Zato nekako, seveda si vedno lahko najdemo izgovore ali pa da bo nekdo naredil namesto nas, ampak nekako je padla odločitev, da poskušamo iz gospodarstva nekaj narediti. Ideja je padla na plodna tla tudi pri sami bolnici in zdaj smo tukaj. Za boljšo odmevnost in posledično lažje pridobivanje donatorskih sredstev so za ambasadorja akcije zbiranja donatorskih sredstev izbrali Markosa Tavaresa, kapetana nogometnega kluba Maribor, in Luko Šuliča iz svetovno znanega dueta Tu Čelos. Upam, da se bo čim več naredilo, da ne bo vse ostalo samo na besedah. Jaz sem dal vse od sebe, da bom tudi pozval mogoče skozi svoja socialna omrežja širšo javnost, da donirajo s kakšnim koncertom, z nekimi poznanstvi, tako da upam, da bo akcija čim bolj uspešna. In mislim, da je zelo pomembno, da podpiramo in da tudi, da sem del te humanitarno dogodkov in upam, da bomo izbrali dosti sredstva in da bo otrok zdrav in vesel. S projektom je zelo zadovoljen tudi direktor UKC Maribor. Najprej bi se želel zahvaliti donatorjem. Skupaj z njimi smo v enem letu napravili to, kar prej iz takšnih ali drugačnih razlogov v 10 letih ni bilo mogoče. Namreč te klimatske razmere, te klimatske spremembe v Evropi so pripeljale do tega, da pravzaprav bolniki pri 30 stopinjah ne samo, da niso mogli več ležati v takšnih prostorih, ampak so bili ogroženi. Naj povem, da v
operacijskem bloku, kjer imamo 10 operacijskih dvoran, imamo 2 stara klimata, ki nista bila načrtovana za takšne temperaturne spremembe, kot smo jim zdaj priča. Recimo, če je zunaj okoli 40 pa 39 stopinj, smo zdaj imeli v operacijski dvorani 30 stopinj. Tako je zdaj klimatizacija operacijskih dvoran, katere vrednost je ocenjena na 1,6 milijona evrov, prioriteta, saj so pozitivni učinki klimatizacije ostalih oddelkov vidni predvsem pri pacientih. Bolj so sproščeni, zadovoljni predvsem, srečni za nas in za njih, tako da vsi na boljšem. Seveda pa se s klimatizacijo projekt donacij ne zaključuje, le ta je namreč trajen. Po nabavi otroškega ventilatorja za nadzor stanja pljuč imajo v načrtu že naslednji korak – nakup sistema za robotsko asistirane operacije. SKIM, Student Conference in Maribor, velja za eno največjih študentskih konferenc v Evropi. Letos se bo odvila že 21. izvedba. Konferenca spada med največje tovrstne dogodke v Evropi, na katerem sodeluje več kot 50 udeležencev iz skoraj 40 držav sveta. Mednarodna študentska konferenca bo trajala 10 dni, vse tja do 10. julija. V tem času bo organiziranih več različnih delavnic. Dopoldan imamo ponavadi neke delavnice, te vodijo letos mariborski študentje. Letos tudi na temo izzivi mladih v modernem svetu, popoldan imajo pa različne aktivnosti. Danes na primer imajo tečaj slovenskega jezika, gremo si ogledati tudi Pohorje, piramido, Vinak, vinsko klet. 2 dni imamo ekskurzije, tako da jim pokažemo od Maribora do cele Slovenije. Letos je na konferenci 53 udeležencev iz 38 držav. Če naštejem ene par držav, imamo Mehiko, Argentino, Laos, Indijo, Indonezijo, Somalijo, tudi par evropskih držav, tako da je zelo raznoliko. Glede na različnost tujih študentov je prav gotovo delavnica učenja slovenskega jezika ena bolj zanimivih. Tako za tuje kot domače študente, ki jim pri učenju stojijo ob strani. Čmrl, which means bumblebee, yeah. And Twiček, vhod, yeah, those are all words that we don't have in our language. No, as I speak Russian, it's almost, no, not the same, but yeah, that's with the Serbian guy. The only thing we have in common is number 1. We also say ena, but everything else is new for me. Also, for no, you say ne. In Greek, it means yes. It's difficult because it is totally different from Spanish, so I'm learning step by step, as you said, and it's really interesting for me because everything is new. Sicer pa je zraven zabavnega učenja slovenskega jezika tema letošnje konference Izzivi mladih v modernem svetu. Udeleženci bodo tako skozi kvalitetne delavnice spoznavali sebe in delali na sebi. Pridobili bodo različna znanja, ki jim bodo v prihodnje koristila pri nadaljnjih življenjskih korakih. Turistično športno društvo Sveti Primož na Pohorju Šentjanž nad Dravčami letos praznuje 20-letnico ustanovitve in plodnega delovanja. Jubilej so obeležili pred domom krajanov na Svetem Primožu na Pohorju. Turistično športno društvo je nastalo kot posledica želje mladih športnikov, da se kvalificirajo v medobčinsko ligo malega nogometa. Po 3 letih nastala ideja, da bi se registrirali kot športno društvo, da bi dobili finančne podporo od občine. Potem je pa tudi padla ideja z moje strani, da bi naredili tej turistični, da imamo cel obseg, da lahko prireditev naredimo. In tako se je potem ideja porodila in smo tako 99. leta ustanovili prvo društvo, ki deluje še danes. No. Ustanovitev društva je kar hitro obrodilo sadove. Potem pa smo že kar prvo leto asfaltirali igrišče, ki je bilo takrat še v makadamskem stanju. Postavili smo ograjo okrog, reflektorje, potem tudi prva veselica v Vuzenici, prvi vozovi in tako se je pol nadgrajevalo vsako leto. Iz leta v leto smo pol postajali boljši, potem je malo osahnalo, ko snijaz so drugi prevzeli, a ne. Potem je pa spet 2007, ko je prevzela današnja predsednica Majda, je pa spet na novo zaživelo, ponovno. Daš pa društvo deluje zdaj že 20 let skozi aktivno. No. Danes pa je društvo aktivno na precej področjih. V bistvu imamo vsakoletno čistilne akcije, to se v bistvu v spomladanskem času. Čistilne akcije v celotni občini oziroma na delu Primoža. Skrbimo tule za urejenost okolice tega vaškega doma. Potem se udeležujemo raznih prireditev, kot so Vuzeniški dnevi, ker vsako leto predstavimo en kmečki običaj.
Tudi v bistvu izven občine smo že bili gostje v večjih krajih s predstavitvijo teh kmečkih običajev, ki so najbolj značilni za naše področje. Eno izmed takih je recimo cepljenje šintlov, pokrivanje streh s šinkli, ker tega druge v Sloveniji ne poznajo. V bistvu druženje, prirejanje takih družabnih srečanj. Na zavedljivo obletnico društva je ponosen tudi župan občine Vuzenica, ki društvo vidi kot pomemben občinski dejavnik. Odlično delujejo na vseh področjih, tako na športnem, kulturnem, ohranjanje tradicije, stare kulture, predvsem pa dobro skrbijo za dom. Tukaj na Svetem Primožu na Pohorje, včasih se je bila tu podružnična osnovna šola, danes je to dom krajanov. Krajani se ga veselijo, so ponosni na njega, zato za njega lepo skrbijo za dom in tudi njegovo okolico. Županovo navdušenje delijo tudi krajani. Zelo lepo, da naredijo, tudi v vuzeniških dnevih vedno sodelujejo in so zelo dobri. Jaz sem bolj redko tu, že nekaj let nisem bil, pa drugače so zelo delovni, pa v redu so. Lepo je, super, zelo lepo je, da so to naredili, to je super, všeč. Zato ne čudi, da ima društvo za prihodnost še ogromno načrtov, ki pa so seveda finančno in kadrovsko omejeni, zato si v društvu kljub vsemu ne želijo obuvati prevelikih čevljev in zastavljati nerealnih ciljev. V sklopu Trojica Festa se je občankam in občanom predstavila tudi domačinka Laura Kmetič s klasično glasbo v sakralnem ambientu cerkve v Sveti Trojici, kamor je povabila tudi nekaj glasbenih gostov. Tudi za Lauro Kmetič, ki študira v Celovcu in prav tako veliko nastopa, je bil cerkveni ambient nekaj posebnega. Definitivno je. Smo rekli tudi, da naslednjič, ko bomo kaj takega organizirali, da bomo imeli res orgle in da bo tudi program samo sakralen, ker je res ambient ta nekaj posebnega in je škoda, da ga ne bi izkoristili. Laura je s pevskimi gostjami program sestavila precej naključno. Rekli smo edino, da ne bomo pele danes preveč sakralnega programa Gri zaradi tega, ker je bila naša spremljevalka pianistka in ne organistka. In prav izbor pesmi je publiko precej navdušil. Izbor pesmi je bil prekrasen in te mlade, obetavne umetnice so vrhunske in prav je, da se občina Sveta Trojica spomni svojih talentov in svoje mladine, ki jo imajo. Ja, vsekakor so domačinke in zelo dobro pojejo, fantastično, pa zvok je neverjeten. S prepevanjem v akustično izjemno zanimivem objektu se je počasi končal tudi Trojica Fest 2019, na katerega so bili vsi ponosni, tudi Laura. Jaz mislim, da smo vsi krajani še zdaj malo šokirani, da se v tak kratkem času v bistvu dalo narediti to. Mislim, da je bilo 54 dogodkov v 10 dneh, kar je res neverjetno. Glede na dobrodošlo spremembo obeležitve občinskega praznika, občani in občanke z optimizmom zrejo proti Trojica Festu 2020. V Dupleku je potekal tradicionalni kegljaški turnir občine Duplek, ki predstavlja srečanje kegljačev Zgornje Podravske pokrajinske zveze in njihovih gostov. Tradicionalni kegljaški turnir sovpada tudi z občinskim praznikom, ki vsako leto poskrbi za različne aktivnosti. Športne so še posebej privlačne. In tudi mi smo vsako leto tukaj in povabimo iz naše pokrajine, tudi izven naše pokrajine, to se pravi iz Prekmurja, iz Prlekije, iz Saleške doline, prijatelje, pobratene društva in imamo potem to tekmovanje vsako leto. Glavni namen turnirja pa je prav gotovo druženje, ki ima prednost pred tekmovalnostjo. Da ne pozabimo, mi kot, kako bi rekel, upokojenci, da nismo doma samo na kavču, da se rekreiramo, da tekmujemo in glavni namen je, da se družimo. Je pa tudi ta tekmovalni duh, to pa je tako vse posod. Sicer pa upokojenci v času občinskega praznika pripravijo kar nekaj prireditev. Imeli smo strelsko srečanje, streljanje zračno puško, potem smo imeli ribolov in pa kegljaški turnir oziroma tudi občinsko srečanje kegljačev. Zdaj pa kegljaški turnir, kjer so seveda povabljeni gosti iz Zgornjega Podravja, pa tudi izven, ki prihajajo, naši hodijo k njim na obiske, pol pa obisk vrnejo. In prav druženje je glavno vodilo športne prireditve v okviru občinskega praznika občine Duplek. Druženje, predvsem druženje. Vsi so taki prijatelji z nami, ker smo že toliko let skupaj, pa se poznamo pa v takih letih, da je to edino nekaj takega, kar nas veseli. Svoje kegljišče, tudi klubu, pa
Družba. Z družbo, za družbo, da se malo poveselimo, pa tako, z druge prijatelje najdemo, ne, pa. Tako je bilo letos na tradicionalnem kegljaškem turnirju rekordnih 48 ekip. V okviru občinskega praznika na Muti se je zgodila že tretja tradicionalna golažijada. Gre za tekmovanje v kuhanju divjačinskega golaža. Na golažijado se je prijavilo 6 ekip, saj je večje število prijavljenih verjetno odvrnilo nekoliko slabše vreme, ki pa tradicionalne golažijade ne prežene. Želja naša je bila, da povežemo celo Muto, da pride iz vsakega zaselka ena ekipa. V večjem delu nam je uspelo, bomo gradili naprej, da tudi v naslednjih letih pridejo tudi ostale ekipe z ostalih zaselkov, tako da celo Muto skupaj povežemo in imamo res lepo dogajanje tukaj, bi rekel, nekje v zaključku občinskega praznika. Tako so se ob 11. uri zbrali kuharji golaža, ki so bili pripravljeni skuhati najmanj 10 litrov te jedi in jim kuhanje pomeni predvsem zabavo in druženje. Zato, ker radi jemo in radi kuhamo. Mi smo zdaj tretjič, vsako leto sodelujemo, letos imamo bolj slabo vreme, ampak smo vztrajni pa bolj. Pa ja, druženje malo, mi imamo celo ulico, naša ulica, smo vsi tukaj in pač malo se družimo. Za druženje, da se malo družimo, pa to je to. Zaradi druženja, nič drugega, sem zaradi druženja. Nas je navdušil naš prijatelj, organizator Rudi Koležnik, pa da naredimo izziv. Poleg golaža pa se je ocenjevala tudi izvirnost kuhinje vsake ekipe. To pomeni, da vsak naredi najbolj izvirno kuhno, ki se potem tudi oceni. V prihodnosti si občina Muta golažijado želi še nekoliko razširiti in poskrbeti, da bodo zastopani resnično vsi zaselki občine. Predvsem pa si želijo lepega vremena. Športno društvo Jablance je organiziralo tradicionalno meddruštveno tekmovanje v smučarskih skokih na 7, 15 in 35 metrski skakalnici v Jablancah. Tekmovali so starejši dečki, mladinci in člani ter veterani. Letos pa so uvedli tudi tekmovanje za deklice. Športno društvo Jablance tekmovanje v smučarskih skokih organizira že več kot 20 let, zato lahko govorimo o tradicionalnem dogodku. Na teh skakalnicah je zdaj zadnjih 15 let, predtem smo pa imeli skakalnice pač po nekem samem, smo si sami jih napravili kot neki entuzijasti. Bolj profesionalno pa se ukvarjamo s tem več kot 20 let. Ja. Skokov se udeležijo tekmovalci iz Štajersko-Koroške regije. Na letošnjem tekmovanju je bilo 6 različnih klubov, ki so tekmovali v različnih kategorijah. Ja, tekmuje se na 3 skakalnicah, na 7-metrski, 13-metrski in pa 25-metrski skakalnici. Na 7-metrski skakalnici tekmujejo začetniki. To so fante in dekleta, ki začnejo z smučarskimi skoki. Na 13-metrski skakalnici tekmujejo dečki do 10 let. To so že tisti, ki že imajo nekaj za sabo treninga skokov. Na 25-metrski skakalnici pa so kategorije dečki do 12 let, dečki do 15 let, mladinci do 20 let, člani do 35 let, potem veterani od 35 do 50 let in pa veterani nad 50 let. Smo pa letos prvič tudi napravili eno kategorijo posebej samo deklic. Zraven dečkov so tako svoj pogum pokazale tudi deklice. Skačem 3 leta, začela sem pri 16 letih, zdaj sem že 19 stara. Začela sem pa pravzaprav, ker je bil moj sošolec Timi Zajec in me je navdušil nad skoki. Med člani do 35 let je domačin Damjan Murko zasedel drugo mesto. Danes sicer deluje kot trener, vendar pred domačo publiko še vedno rad tekmuje. Ja, poznaš skakalnico, na njej opraviš dosti treningov, zato je tudi občinstvo te spodbujanje, zato dosti lažje, ne? In prav starejši tekmovalci so velikokrat vzrok, da se mlajši odločijo za enako panogo. Ja, hotel sem že pred 2 letih, ko sem gledal Jakata Hvalata, pa me je mama rekla, da se moram naučiti smučati, ne. Pa pri 6 letih sem spet rekel, da je začel, pa je rekla, da moram iti na črno progo smučati. Pa, ko sem v Franciji končno ali Italiji smučil na črni progi, mi je pa drugo me zdaj pustilo iti na trenirati skoke. Všeč mi je, ko letiš v zraku, ker je fajn občutek, da ti ni treba cel čas hoditi. Bom pa kmalu šel že na 60-metrsko skakalnico v Planici. Vse kaže, da imajo smučarski skoki v Sloveniji svetlo prihodnost. Krajani občine Muta so se v okviru občinskega praznika udeležili Lepe nedelje. Lepa nedelja je praznik, ki poteka že tradicionalno. Občani pa se ga z veseljem zmeraj udeležijo, saj ta cerkveni praznik vsako leto ljudi predvsem združuje.
Gre za osrednji praznik vsake cerkve. Cerkev na Muti je posvečena svetemu Janezu Krstniku, katerega praznik je 24. junij in najbližja nedelja temu datumu je nato Lepa nedelja. En simpatični praznik, ker res pri vsaki cerkvi se vidi, koliko je življenja. Če je življenje, če ga pa ni, pa se tudi vidi, ne? In navadno se najbolj vitalne stvari skupaj dobijo ob lepih nedeljah. In ljudje pri večini cerkvah res zelo zavzeto tudi zraven stopijo, se povežejo, pa upam, da veliko duhovnega tudi kaj doživijo. Ne samo zgolj tega, da so povezani med seboj kot ljudje, kot krajani. Zato ne čudi, da ima Lepa nedelja tudi za občanke in občane velik pomen. Meni pomeni zelo veliko, versko, običaje so, to mora biti. V občini Muta imajo tako kar 8 lepih nedelj, saj imajo 8 cerkva. Seveda pa so nekatere še posebej izpostavljene in Lepa nedelja pri svetem Janezu Krstniku na Spodnji Muti v Rotundi, saj tu gre za eno, če ne najstarejšo cerkev v Sloveniji iz 1051. leta, moram reči, da je tu sedaj poseben doživet dogodek. Doživet dogodek je pa tudi, da kljub zunaj za nami je res naliv in slabo vreme, je pa po duši in po pripadnosti ljudi pa res Lepa nedelja, veliko ljudi se je tukaj zbralo. Z Lepo nedeljo se je nekako tudi zaključil občinski praznik. Letošnji občinski praznik je bil tudi simbolno 25. po vrsti. Imeli smo en res lep dogodek, da smo ob svečani seji občinskega sveta občine Muta tudi dali svojemu namenu poslovne prostore, tudi kulturne prostore, večnamensko dvorano v Pritličju, kjer bomo imeli seje občinskega sveta in tudi poročno dvorano, tako da imamo res eno lepo pridobitev v kraju. Hkrati smo v tem in preteklem letu dali kar nekaj pečata v podobi kraja, v urejanju trških jeder, seveda pred nami so pa še veliki izzivi in naloge, ki nas čakajo. Je pa seveda pri tem na vaše vprašanje treba tudi povedati, da čutim nekako večjo prepadnost kraju, ljudje se odzovejo našim prireditvam, pohvaliti moram posebej številna društva, ki so organizirala na desetine dogodkov ob občinskem prazniku. Tako na Muti z optimizmom zrejo že proti prihodnjemu letu, ko bo na sporedu že 26. občinski praznik. Poglejmo še, kaj se v prihodnjih dneh dogaja v naši bližini. V soboto in nedeljo bo od 9. ure pa vse do 20. potekal poletni art camp v mestnem parku z različnimi delavnicami in prireditvami. V soboto 6. julija boste lahko v termah Ptuj od 10. ure uživali v bazenih Energije, kjer vam bodo igrali Midva in Leteči odred. Zvečer ob 21. uri pa se lahko odpravite v grad Rače, kjer bo imela koncert Nina Pušlar. Prav tako se ob 21. uri pričenja letni kino Minority v Mariboru s filmom Urške Menard Ne bom več luzerka. Hvala za vašo pozornost. Spremljajte nas tudi na naših spletnih portalih lokalec.si in mbreport.si. Nasvidenje.